Spoštovana svetnica, spoštovani svetniki, dame in gospodje, prav lepo pozdravljeni na 18. redni seji občinskega sveta občine Ljutomer. Kot je ponavadi običaj, tudi iskreno čestitamo tistim, ki so od zadnje seje imeli rojstne dneve, tako da grejo čestitke gospodu Kardošu Janezu, gospodu Kavčiču Aleksandru, gospodu Venclu Janezu in pa gospodu Vrbnjak Antonu. Iskrene čestitke pa uspešno sodelovanje. Ugotovitev prisotnosti članic in članov občinskega sveta občine Ljutomer. Ugotavljam, da je prisotni 1 svetnica in pa 8 občinskih svetnikov, torej 9, premalo, da bi zagotovili sklepčnost in bi lahko danes opravili redno sejo. Res je, da smo bili včeraj seznanjeni oziroma smo prejeli dopis, ki so ga podpisali predsedniki posameznih strank oziroma list, da se danes seje ne bodo udeležili. Sem vseeno pričakovala, da bodo si nekateri svetniki premislili, predvsem zaradi tega, ker menim, da bi bilo nujno obravnavati nekatere točke dnevnega reda. In sicer kot prvo bi izpostavila, da je zelo nujna zadeva, ki se mudi, pa se mogoče nekateri, tako kot večkrat, ne zavedajo resnosti zadeve, da je nujno potrebno pristopiti k usklajevanju glede nepremičnin, ki so v lasti občine Ljutomer, ki jih je potrebno zagotoviti državi, da bo čim prej pristopila k izgradnji nadvozov oziroma podvoza v Ljutomeru. To je projekt, ki zelo intenzivno napreduje. Mi bi mogli urediti določena premoženjsko-pravna vprašanja in danes je glede tega tudi točka na dnevnem redu, ampak se žal očitno ne bo zgodila. Danes je mene klical gospod Jurkovič iz ministrstva in vprašal, kako daleč je, in sem mu dejala, da še vseeno upam, da bomo zagotovili izvedbo seje in da bom lahko takoj pristopila k podpisu pogodbe. Naslednja zadeva, ki me je nekako prepričevala, da seja bo, je tudi ravnanje Komisije za volitve, vprašanja in imenovanja. Namreč, ko se je sestala na prejšnji seji, so se zaradi tega, ker je na točki dnevnega reda tudi podaja mnenja ustanoviteljice oziroma konkretno občinskega sveta k imenovanju ravnatelja osnovne šole Ivan Cankar in so se usklajevali glede datuma, kdaj bo seja, da bo potem predhodno ustanoviteljica podala mnenje. Takrat so se telefonsko uskladili, da bo seja, tako kot je bilo predvideno, sklicana na današnji dan in da bo seja sveta zavoda sklicana jutri. In seja sveta zavoda osnovna šola Ivan Cankar je sklicana za jutri, vendar mnenja ustanoviteljice žal zaradi tega, ker današnje seje ne bo. Mislim, da je to zelo neodgovorno od ustanoviteljice, da se ne bi opredelila do tega, kdo bo nosil najvišjo odgovornost oziroma kdo bo zastopal naše zavode. Zelo neugodno pa je tudi to, da povabiš na sejo ljudi iz različnih koncev Slovenije. Namreč na razpise za kandidiranje za vse te, kar imamo danes od Ivana Cankarja, gimnazije in tako naprej, zavode, so se prijavili ljudje iz različnih koncev Slovenije. In zelo neugodno je, da pride v Ljutomer zastonj. Pa še mogoče za omeniti to, da smo danes dobili tudi dopis strani predsednice KVIM-a, gospe Karba, da pa je nujno sklicati korespondenčno sejo KVIM-a,
ki bo imenoval predstavnika občinskega sveta, ki bo seveda imenoval, kdo bo občinski svet zastopal v sporu pred upravnim sodiščem. In je navedeno zaradi nujnosti zadeve. Nenazadnje, mislim, da je občinski svet tisti, ki bi lahko tudi o tem danes odločal. Tako da se ene stvari mora biti tukaj ravno niso najbolj razumljive. To, kar se v medijih očita, kar se tiče upravnega spora, da sem jaz tista, ki tožim pred upravnim sodiščem občinski svet in da se od mene zahteva, da umaknem tožbo, sporočam, da ne nameravam umakniti tožbe. Borila se bom za pravice ljudi, ki so bili po krivici razrešeni. To so ljudje, ki niso storili nobene napake in naj potem sodišče odloči, ali je prav, da se tako dela v Sloveniji ali ne. Mislim, da je pač čist običajno, da se tudi to na sodišču pač odloči tako, kot je potrebno. Namreč to, da nekdo pogojuje, da bodo bojkotirali seje, dokler jaz ne umaknem tožbe, to je malo smešno. Tudi mene je bivši župan tožil 2 leti pa pol, potem bi jaz tudi mogla nekje v kotu čakati, pa bi bojkotirala seje, dokler ne bi zadeva rešena. Pa tudi nisem v javnosti polemizirala o tem, kakšna je bila razsodba, čeprav je bila v mojo korist. Toliko bi o tem. Kar se tiče tega, da se mi očita, da sem prekinila prejšnjo sejo in nisem dala možnost besede predstavnici nadzornega odbora, pooblastilo ni bilo podpisano. Ne vem, kdo ima v tej državi pravico, da karkoli naredi, brez da ima pooblastilo podpisano od osebe, ki jo lahko kot pooblaščenec zastopa. Če tudi bi bilo pooblastilo podpisano, je vsebina pooblastila takšna, da tisti, ki bi naj pooblastilo podpisal, jo pooblašča tisto osebo samo za udeležbo na seje, ne pa za predstavitev določene zadeve na seje. Mislim, da je vsem jasno, kaj mora biti v pooblastilu napisano in tudi, da mora biti podpisano. Kar se tiče rebalansa, nisem na nobeni izmed preteklih sej, niti pri obravnavi proračuna, obljubila, da bom na naslednjo sejo predlagala rebalans proračuna. Tudi izjave sem dala kasneje po seji, da tega nisem rekla in z vso odgovornostjo še danes povem, danes niso podani razlogi za predložitev osnutka rebalansa na sejo. Namreč, glede na ukrepe, ki jih pripravlja vlada, glede na to, da ne pričakujemo nekih prihodkov, da ni potrebe, da bi karkoli spreminjali, niti ne vemo, kakšni so rezultati razpisov, ki smo jih s pomočjo uprave, za kar sem jim seveda hvaležna, prijavljali, nimamo na vse odgovorov, tako da v tem trenutku ne znamo, koliko prihodkov, koliko odhodkov oziroma katera investicija ali projekt bo sploh lahko šel v izvedbo. Nimamo teh podatkov, zato tudi ne moremo konkretno zastaviti oziroma replanirati našega načrta, kaj bomo delali. Ne vemo, kaj bo prinesel davek, o katerem govori vlada. Ne vemo, kaj bodo prinesli spremembe na področju plač in tako naprej. Vse to so dejstva, ki jih je potrebno pri pripravi morebitnega rebalansa upoštevati, ampak teh podatkov nimamo. In pripraviti nekaj takega je zelo težko. Tako da bi jaz lahko rekla, da hvala Bogu v Ljutomeru velja, da delo šteje. Ampak nekdo si zelo močno prizadeva, da se preusmerja pozornost. Najlažje je nekoga blatiti, najlažje je
producirati laži in tako naprej, ampak vseeno pa pridem do zaključka, da delo šteje. In lahko se zahvalim vsem tem prisotnim svetnikom, da smo se skupaj trudili, smo naredili marsikatero investicijo, realiziramo tisto, kar smo obljubljali ljudem in v letu 2011, naj samo spomnim, da smo poravnali vse prevzete obveznosti, terjatve, ki jih je bilo čez $500 000, naredili investicij za približno €2,4 milijona, dobili približno €600 000 nepovratnih sredstev. V letu 2012 €6 milijonov investicij, od tega smo dobili €3 milijone nepovratnih sredstev. In jaz prosim vsakega, da mi ne pokaže občino, ki je v lanskem letu naredila 64% investicij, 74% proračunskega denarja v investicije. Z veseljem pa bom pripravila čisto vse skupaj z upravo, skupaj z svetniki, ki želijo delati konstruktivno, ki želijo delati to, kar so ljudem obljubljali, kaj se je naredilo in kaj se še bo naredilo. Mislim, da bi preveč dolgo naštevali, če bi hotela našteti vse, kaj smo realizirali, pa kaj še bomo naredili, bi vam mogoče vzela preveč časa. Tudi letos, hvala Bogu, smo uspešni. Dobili smo že več kot €500 000 za komunalno ureditev Puhove poslovne cone, dobili smo pred kratkim tudi sredstva za izgradnjo kanalizacije v Noršincih, delno Babinci. Skupaj z občino Radenice smo pred par dnevi oddali skupno prijavo za kohezijo porečja Mure, kanalizacija Kamenščak in z veseljem tudi odpiramo ponudbe za izgradnjo sistema C. 50-milijonska investicija, ker občina v 2 letih pričakuje €20 milijonov. Če nekdo lahko reče, pa pod črto potegne, da ne delamo, sprejmemo kritiko, vendar, hvala Bogu, da delo šteje. Tako da to bi jaz imela zapovedati, če še želi mogoče se oglasiti kateri izmed svetnikov, dam besedo. Izvolite, gospod Vencel. Hvala lepa. Skupina svetnikov je ob predlogu razrešitve 4 članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v obrazložitvi zapisala, da razrešitev predlagajo, ker zaradi njih prihaja do zastojev pri imenovanju predstavnikov občine v svete zavodov in druge organe, kar predstavlja določena tveganja pri uveljavljanju interesov občine. Po razrešitvi 4 članov in imenovanju novih ima ta ista skupina svetnikov 7 članov od 7 v komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ta ista skupina svetnikov sedaj bojkotira sejo občinskega sveta, na kateri se naj bi med drugim odločalo o mnenju imenovanju ravnatelja osnovne šole Ivana Cankarja, ravnatelja gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru, ravnatelja osnovne šole Vrtec v Ljutomeru ter imenovanja v svet osnovne šole Mala Nedelja, imenovanje nadomestnega člana v odbor za gospodarstvo in turizem in člana v statutarno-pravno komisijo. Torej, do zastojev pri imenovanju predstavnikov občine v svete zavodov in druge organe prihaja prav zaradi te skupine svetnice in svetnikov danes z neudeležbo na seji. Tudi v prejšnjem svetu je zastoje povzročala prav ta skupina svetnikov. Zaradi njihovega glasovanja, na primer proti predlogom komisije, takratne komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na to pa je skupina predlagala iste osebe in kot komisija jih tudi izglasovala. Torej je namen te skupine očiten. Zaradi dobrega in uspešnega dela je potrebno kljubovati in nagajati župani in skupini svetnikov, ki smo z njo in jo podpiramo. Gre torej zgolj za boj za boljši rezultat na lokalnih volitvah drugo leto. Pri tem se ne ozirajo na korist občine Ljutomer in njihovih občank in občanov, ampak pomemben jim je zgolj njihov politični,
osebni, kadrovski interes, ter kako dokazati, da županja in skupina svetnikov, ki jo podpiramo, ne delamo dobro. To bi sicer razumel, če bi bilo to 3 mesece pred volitvami. Ne razumem pa, da se gre ta skupina volitve dejansko od začetka mandata in predvidevam, da bodo trajal do konca. Ugled občine Ljutomer, kot navaja skupina svetnikov v izjavi za javnost, ne zmanjšuje županja, ampak prav omenjena skupina svetnikov z neudeležbo na seji občinskega sveta in z drugimi blokadami in dejanji, kot je prav ta izjava, kjer javnosti posredujejo laži in obvestila in lažna obvestila ter javnost s tem zavajajo. Vidim, da na seji tudi ni gospoda Smodiša, ki je poslanec, kateri bi moral biti vzor nam vsem in bi se seveda, če bi hotel dobro občini in sploh delovanju sistema, se to sejo tudi udeležiti. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala. Gospod Karl. Hvala lepa, županja. Sicer ne vem, če ima sploh se smisel oglašati, vendar ne glede na to, da verjetno govorimo sami sebe, smatram vseeno za potrebno povedati, da ravno take zadeve, kot je neudeležba na seji in pa blokada sej povzroča neko negotovost v Ljutomeru oziroma neki občutek izrednega stanja, ki po mojem mnenju, za katere po mojem mnenju obstajajo razloge. Namreč razlogi, ki so navedene v tem, jaz sem jih danes prebral na internetu, se mi zdijo, blago rečeno, zelo se jih privlečene. Zdaj bom po spominu, ker nimam fotografske spomina, da se vsake točke točno spomnil od začetka, tožba, trditev, da so za tožbo izvedli iz medijev, ne drži. Na seji, ko je občinski svet razreševal člane v bivši sestavi KVIM-a, smo vsi člani, ki smo bili takrat razrešeni, takoj napovedali tudi presojo zakonitosti pred upravnim sodiščem. Zato trditev, da neko hlinjenje presenečenosti, da na tem ne razumem, tu, na tem mestu istem, in je bilo to jasno in glasno povedano, tej naši napovedi je potem sledila tudi županja. Pravi, da je zadeva bila takoj predstavljena. V nadaljevanju, zdaj točno se pravim, vsega ne spomnim, glede zdaj mi je ušlo, zdaj se opravičujem, ker nemam pred sabo vseh teh zadev, kar se tiče razlogov za odpoved. Glede proračuna, jaz osebno bi se v to težko vključeval, ampak razloge za pripravo rebalansa proračuna bodo verjetno v strokovni službi občinske uprave ugotovljeni, in ko bodo ugotovljeni, se bo ta predlog proračuna pripravil. Zadeve normalno potekajo tako, da mislim, zadeve v zvezi z izvrševanjem, z investicijami oziroma vse zadeve, ki so proračun normalno potekajo, da jaz ne vidim tu nekše posebne ovire. Zdaj po spominu spet tisti mostič, še železniško progo, tu smo se že enkrat pogovarjali, da se zadeve pripravljajo, da bi se ta rešitev pripravila in še takih stvari. Vendar, na koncu vse te za lase privlečene razlogi za neudeležbo na današnji seji po mojem mnenju niso pravi razlogi tičijo nekje drugje. Ali je to ustvarjanje vtisa pred javnostjo, da je v občini vse narobe, ali je to nekih
namišljeni cilj, da se pripravi županje do tega, da Bog ne daj odstopi ali pa da bi se jo razrešilo. Nekaj mora odzore biti in to vse skupaj nima nobenega smisla, prej, da splošno je to ravnanje skrajno neodgovorno. Pa mogoče, če bo treba, se kdaj kaj vključim v razpravo. Hvala lepa. Hvala za besedo. Ja, jaz bi se moram povedati, da sem iskreno povedano razočaran, da ostalih svetnikov in gospe svetnice danes ni tukaj. Sam sem za to zadevo izvedel včeraj na odboru za gospodarstvo in turizem, da naj bi se govorilo, da svetnikov ne bi bilo danes na seji, kar me sicer presenetilo, tako kot je že gospod Kardoš povedal, sami smo napovedali pretožbo na upravno sodišče, naj sodišče razsodi. In takrat mi je bilo tudi od teh svetnikov, ki so nas razrešili, bilo povedano, da nič za to, če bomo mi sprožili upravni spor. Tako da mi je bilo nekaj to čisto jasno, da pa se zdaj zaradi tega bojkotira seje, pa se s tem razlogom zavlačujejo stvari, ki so pomembne za občino, pa se mi zdi nesprejemljivo. Tako da, hvala za besedo. Ja, torej, lepo pozdravljeni. Jaz bi mogoče najprej kot svetnica vendarle nekako čutim to dolžnost, da se opravičim vsem vam, ki tukaj sedite in ki pravzaprav sedite zastonj, kajti zgodilo se to, kar pričakujete, zagotovo ne bo. Bi pa rada povedala naslednje. Prvič sem se znašla kot svetnica v situaciji, ko sedimo za mizo, ki je skoraj da prazna. Jaz sem rekla, da me dajo izredno mešani občutki in da me je sram. Res sram, da se lahko to zgodi v enem občinskem svetu, kamor so občani predlagali in izvolili svoje predstavnike, katerim so zaupali in verjeli, da so to zreli, odgovorni ljudje, dostojanstveni in spoštljivi, ampak očitno najbrž ni tako. Jaz že ves čas, kratek čas sem v tem svetu, ugotavljam, da se določeni del občinskega sveta ukvarja sam s seboj in dela zgolj in le proti vsemu, karkoli pride od naše gospe županje predlagano. Ali je dobro ali slabo, vseeno je, mi smo proti. Ampak, dragi ljudje, a smo tukaj zaradi nas in zaradi gospe županje, ali smo tukaj zato, da bomo v teh kriznih časih vendarle uspeli narediti nekaj dobrega za naše ljudi na tem koncu Slovenije, na periferiji, kjer je že tako ali tako standard tako nizek, kjer so pokojnine tako nizke, da si niti za dom starejših, ko si star, nimaš dovolj denarja. Ne vem, jaz sem zgrožena nad tem dejanjem, da jih enostavno ni. Sprašujem se, koga so vprašali, če smejo ali ne, najbrž svoje volivce ne. Zagotovo, jaz sem prepričana, če nas poslušate, dragi občani, najbrž niste zdaj, ne odobravate kaj takega, ne. Prepričana sem, da ne. Bi pa povedala ob tej priliki tudi to, da koliko enega negativizma je bilo in kritik, preden sem začela delati v tem svetu čez županjo, moram reči, da nisem verjela temu, ker sem človek, ki se želi prepričati vedno, kaj in kako stvar stoji. In jaz moram reči, da me županja niti približno ni negativno presenetila, da je človek ne samo besed, ampak dejanj, da se je v resnici veliko naredilo v času njenega županovanja, skupaj seveda z občinskim svetom in vsemi službami v naši občini, da ne bom ponavljala, kaj vse od dolga, ki ga je pustil bivši župan in do katerega so vsi ti, ki jih danes ni tako lojalni in ne morejo čez to in zaradi tega se grejo te igrice do županje,
Mislim, zelo, zelo žalostno, ne. Skratka, meni se resnično zdi županja človek dejanje, pa res, da pač vsem in kadarkoli ni moč ustreči in da če si v politiki, pač moraš biti sposoben sprejemati kompromise in vedeti, kaj je prioriteta za ljudi in kaj ne. Bi pa mogoče izkoristila tudi to priložnost, ker sem že pri besedi in nakratko povedala o tem, kaj se je pravzaprav zgodilo meni kot članici Desusa, ker pač ne razmišljam tako, kot želijo določeni ljudje, ki so na vrhu stranke. Povedala bom samo primer. Na prejšnjem sestanku izvršnega odbora Desusa je bilo govora o tem, kako se v občini nič ne naredi, kako se je realiziralo samo 8% vsega, da se zadolžuje, skratka samo negativno, samo slabo. Mislim, jaz sem samo gledala, kako in kaj, ne. Prepričana sem, da isto delajo strankarski veljaki v vseh drugih strankah in zavajajo svoje člane strank. Ne vem, kje imajo ljudje svojo glavo ali za kakšno ceno pač kimajo. Jaz pač nisem človek, ki bi kimala, hočem delati tako, kot je treba in zagotovo nisem pripravljena, kot sem že rekla, za nobeno ceno samo to delati, ne. No, vršil se je pritisk name že lep čas, ker pač sem na strani županje, ker sem v istem kot ona, da nimam kaj iskati in tako naprej, da me bodo poklicali na odgovornost itd. Bila sem na eni izmed sklicanih sej prav zaradi mene, izvršnega odbora, kjer sem bila napadena iz vseh strani, z vsemi mogočimi lažmi, o katerih danes ne bi, vendar nakratko bom rekla takole, če nisi z njimi, si proti njim in nimaš kaj iskati med njimi. Tako da po eni strani, ne vem, danes, ko mi je gospa županja povedala, da je dobila mail, kjer ji sporočajo, da so me izključili iz stranke, sem po eni strani prav srečna, da se ne rabim truditi in sama dati odstopne izjave, ampak po drugi strani sem pa res šokirana, da bremenijo gospo županjo s tem, da so mene izključili iz Desusa. Kaj pa ima gospa županja z Desusom? Jaz pa, ki sem član Desusa, izvršnega odbora, nadzornega odbora Desusa v Ljubljani, do mene pa ni prišlo nobeno sporočilo, niso me vabili, tako da vsi, ki poslušate, si lahko mislite, kako umazane in grde igre si gredo določeni veljaki v Ljutomeru in ki jim je figomar za navadne ljudi, samo da si bodo razdelili določene stolčke, samo da si bodo skadrovali, imenovali in tako naprej, pa nima veze, ali imaš za to izobrazbo ali ne, tako kot je Sara nekako, enkrat je bilo nekaj govora, pa se je potem spretno izmazala iz tega, ne vem, no, razočarana sem do konca, moram reči, ampak dala se ne bom. Zagotovo se bom pritožila, kajti verjamem, da sem delala dobro in v Desusu in v občinskem svetu. Vedno sem bila za stvari, ki so pozitivne, ki prinašajo razvoj, ki prinašajo neko razvojno perspektivo, ki dajo vse nek optimizem, da nekaj bo, in verjamem, da s tem nisem delala greha vsem občanom Ljutomera in ostalim, da sem najbrž želela dobro. Zato ne mislim predati niti tega stolčka, želim biti pač potem kot neodvisna, po drugi poti pravni pa tudi poiskati vzrok, čemu tako ravnanje. Mogoče za enkrat dovolj, jaz mislim, da sem vam dovolj povedala, jaz si želim, da tega, kar se je zgodilo danes, da se ne bi več, kajti sicer bomo res zamudili prepotreben čas, skoraj vsi vlaki so nam itak že odpeljali, tista ena malenko še je, za katere se lahko zgrabimo, in če ti ne bodo končno začeli razmišljati drugače in se usedli za mizo, udarili po mizi ali kakorkoli že in nas skušali prepričati, naj povedo, kaj bi radi, potem se bojim, da bo res slabo oziroma še veliko slabše, kot je.
Hvala lepa za poslušanje. Hvala lepa, gospod Filipič pa gospod Hric. Hvala za besedo, županja. Konec koncev mogoče res, da danes govorimo bolj sami sebe, ne, ampak dobro je to, če se razne stvari malo razjasnimo in te stvari razčistimo. Vsaj tu med nami, koliko nas je tistih, ki vemo, zakaj smo dobili glase od ljudi in kaj je naša dolžnost do naših občanov, kateri so nam zaupali te mandate. Glejte, jaz sedim v tem občinskem svetu, sedaj 4. mandat in v tistih 13-14 letih sem manjkal na eni seji, pa še to takrat, ko mi je umrla mama. Ostalo sem se pa vedno drževal, kajti tudi poslovnik pravi, da si se dolžno držati sej, odborov in tako naprej. Tudi to nekaj piše notri. Kaj se tiče, to sta že tako mojega predhodnika povedala, glede teh pritožb pa tožbe, jasno in drnato smo jim povedali, samo očitno nas niso resno jemali. Ne? Sedaj pa je cvik in krik. Ne? Drugo, naslednje. Ne me si predstavljati, jaz spoštujem županjo, vem, da je delovna, vem, da je zagnana, vem, da je sposobna, ali da se ji morajo vedno pod noga polene metati. To sem že marsikrat povedal. Če že ne moraš pomagati, vse ne škoduj. To je moja gesta namreč. Ne? Če ne moraš pomagati, potem se daj mir. Ne? In kaj se tiče sedaj totih leblenih neudeležb, jaz se bojim, da v teh letih je to zdaj drugič verjetno, da sami sedimo, da ni seja sklepčna, če se ne motim, ne, v tem mandatu. Prva, druga je, ne. No, pa še to v tem letu, ne. Se je vse začelo. Lani je že bila kjera. No, vse je vseeno, v glavnem, to je zdaj druga nesklepčna seja, ne. Tako je gospa rekla, to je skrajna neodgovornost. Tu so razne stvari, ki bi se mogli, kot je županja povedala, zglasovati, poslati. Oni čakajo, da se začnemo izdeli, mi pa bomo zdaj trmeli. Isto je bilo pri sprejemu proračuna. Kako dolgo smo se tam prepirali. Pa je tudi bilo tako napeto, da če se ne bo sprejelo, bodo padle sredstva za vodo, za kanalizacijo, za vse, ne. In potem, ko smo se tako dolgo jergali, potem ena ali dva svetnika vprašata, če je to res, kaj jaz govorim, ko sem rekel, če ne bomo tega sprejeli, potem smo ob to. Potem vpraša, če je to res. Jaz ne vem, zakaj potem dobi gradivo, pa zdaj hodi na odbore, če potem sploh ne ve, zakaj se gre. Bili tako recimo zdaj zaključni račun. Jaz ne vem, zakaj ga niso podprli. Stvari so jasne. Stvari so narejene, vse na čistem, ali gotovo ne. Ne. In to so zadeve, ki vse mene motijo, verjemite me. Tudi vam pa povem, da včasih že, ko gledam te travme tu, ko se dogajajo po ene pa druge stvari, narešil bi pobral stvari, pa bi odišel. Ker ne prenašam tistega prepiranja, pa to, pa ono, tako pravim. Sedmo se dogovorimo, kot v prejšnjih mandatih. Smo se na odbori zmenili, na Kvimu smo se zmenili, stvari dodelali, občinski svet je potrdil gotovo. Mi smo bili zdaj krivi, da nismo v te zavode notri pravi čas spravili ljudi, katerim je pretekal mandat. Kaj pa za oni delajo? Zaradi nas ni noben zavod trpel, kot naj bilo očitano. Vse je bilo pravi čas urejeno, zglasovano in tako naprej. Samo kaj, če potem tu na svetu pa so se stvari zaštekale, da ni šlo naprej. Tako da, imamo še zdaj tu eno stvar, samo ne vem zdaj, če ima to smisel, ki bi prosil zdaj če bi potem dali direktno pisni odgovor na lastnika. Včeraj sem me srečal z to gospod tu dole iz Babinec, ali tu so glede tiste vode. Vse sem tu prebral, da je napisal, vse ste vi že tu vem, da doble te dopise. Zdaj gledajte tako. Ja bi prosil, ona pravi, da je
tako piše tu, fasada pada, vse mokro, dreve se suši. Je rekla še, 10 dni nazaj sem imel 15 cm vode. Se direktor se je ogledal, kot piše to tu notri. Dajmo to ti 40 metrov jarka skopati. Dajmo to skopati, da tista voda nekam tekla, pa da za 2 leti mir. Potem pa bo že do neki 15 prišli, da se tudi zadeve. No, to je moj predlog namreč. Pa se, če je kakva možnost, če se kaj da, ali pa resen soliden odgovor na to ti njeni dopis poslati, da bo, ki pravi, da s tem, kaj je v gradilu, pravi, da, ne vem, če na internetu očite, ki je rekel, nisem najbolj zadovoljna, sem rekel. To je več tak. Ja, kaj je že, no, pravi, nekaj pravi 30-40 metrov bi se tistega jarka ne skopalo. Nekako probajte to skozi dati, pa vse, da to vodo nekam spustijo. Zdaj pa pogledajte, gasilci so bili tam par dni črpali vodo, tu so črpali zadnji vodo nazaj, leti tekla pa to. Gasilsko zvezo tudi občina mora financirati delno. To tudi stane. Dobro. Hvala lepa, ne bom zdaj več. Tega, ker so pač ljudje utrpeli določene posledice po poplavah, sneg se topija in tako naprej, to je tudi danes na dnevnem redu, ko bi trebalo pristopiti k sanaciji. No, gospod Haric, ste se prosili. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Jaz bi tako nekaj čisto po domače povedal. Dejstvo, da nas je 9 od 21 tu danes sedi na seji, kaže za to, da je nekaj zelo narobe. Pa ne samo s tistimi, ki jih ni, ampak vsemi nami. Narobe zato, ker se ne znamo dogovoriti med sabo. In zdaj medsebojno obtoževanje se ta razkol samo povečuje. Mislim, da bi mi morali iskati neke rešitve, kako iz tega stanja priti. Vsi, vsak pri sebi bi se mogel zavedati oziroma odločiti ali pa premisliti, kaj je lahko stori, da iz tega pridemo. Da ne bo prišlo do naslednje seje, pa bo spet tako. To jaz mislim. Vsi, županjo na čelu. Hvala lepa. Še kdo mogoče? To se jaz popolnoma z vami strinjam. Vse je bil tudi že predlog. Smo naredili povabilo za sestanek vseh svetnikov, pa še jih je takrat bilo manj, kak pa tu zdaj sedi. Glejte, jaz ne rečem, ko se ne bi pogovarjala, samo toliko kritike, pa toliko laži, pa toliko zavajanj, veste, to že te res moraš imeti debelo kožo, ko to vse preneseš. Vsi, tako jak je bilo povedano, smo obljubili svojim občankom pa občanom, ko bomo sledili temu, kaj najbolj potrebujejo. Iti se non-stop pogajati o kadrih, o tem, kje kdo seda, kdo da v kjeran odbore, kdo da v gradbenen odbore, kdo da v kjeri komisiji, kdo da ki, ne vem, prevzija vodstveno funkcijo, oproste, to ne gre. Zgroženo sem, oproste, ko predlagamo z občinsko upravo na pobudo svetnikov, da se naj zadeve pripravljajo pravično, pošteno in tako naprej. Danes na dnevnem redu je predlog sklepa, da je pri vseh svetih zavodov isto glede izplačevanja sejnin. Edino zdravstveni dom izplačuje sejnine članom sveta zavoda. A je to pošteno? A je to pošteno napram tistemu, ki je recimo član sveta zavoda v osnovni šoli ali pa vrtce? Jaz mislim, ali bomo imeli vsi, ali pa ne ima nišče. No, jaz nisem član, pardon, zdaj sem se narobe izrazila. In to je predlog teh ljudi, ki tu sedijo. Pravično pa pošteno do vseh. Zakaj bi ena dobil nagrado, drugi pa ne? Zakaj? Komentarji, pa res mogoče neupravičeno, ko zdaj to tu povem, ker drugi nimajo možnosti povedati, ampak oni niso prišli, jaz sem prišla. Da nešče reče, ko se spravljamo nad zdravstveni dom. To ni res. Pa dajmo delati enkrat generalno sliko.
Tudi evidence o nadomestilih za uporabo stavbnega zemljišča smo ugotovili, da določeni ljudje ne plačujejo. Se trudimo v todi smeri, ko bomo vsi plačevali pošteno. Pa zaradi mene, če da večja vsota se zbrala, se lahko zniža nadomestilo, pa bomo vsi nekako preživeli, zato ker so takšni časi, kako so. Tudi predlog v današnjem gradivu je glede volilnih enot. Želimo se približati predlogu, da se voli svetnik na približno enako število prebivalcev. In ko to v bistvu poslušaš malo, je to nič ni vrede. Jaz zelo šel, ko moram to reči, pa ne rečem, kam on jaz prav. Glejte, to so predloge. Nišče ni rekel, kako toti predlogi danes prijete. Ampak s tem, da nekdo ne prije nosil, se nam onemogoča delo. Še vedno nekdo lahko reče, ta točka se ne da obravnavala, ta se dodatno lahko vključi. Glejte, gnes nihče ne pride na sejo, a istočasno pa zahteva sklic korespondenčne seje zaradi nujnosti zadeve. Pa vi to razumete, gospod Heric? Jaz ne, oproste. Ne? Nujno je nekaj obravnavati, ampak na sejo pa vseeno ne pridem. Glejte, ne bi zdaj več, nima veze, uradno se sploh seja ni danes začela, če še želi kdo besedo. Jaz se res iskreno opravičujem vsem tistim, ki ste prišli danes na sejo, pa ste ni imeli priložnosti se predstaviti. Seje so sicer javne, meni je zelo žal, vseeno sem upala, da seja bo. Glede na to, če pa želi še kdo od novinarjev imeti kakšno pojasnilo, jaz pač včeraj nisem htela dati izjav, zaradi tega, ker sem srčno upala, da se pač seja zgodila, ker treba delati naprej, smo še tudi na razpolago, kaj lahko tukaj vpraša, če želite. Jaz vam želim prijeten popoldan, pa vse dobro. Nasvidenje.